Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Kako ste zadovoljni zdaj po tem sestanku, ko bo začel potekati krožni promet? Zadovoljen sem predvsem v tej luči, da se bo delalo naprej, da se gradi in da končno enkrat pridemo do konca. Popolnoma zadovoljimo še takrat, ko se stroji umakne in ko se bomo lahko peljali po južni razbremenilni cesti. Vse ostalo zdaj vmes je stvar kompromisov. Bom rekel takole, lahko je bilo bolje, lahko je bilo slabše, ampak tukaj zdaj smo in vsi skupaj bomo morali malo potrpeti, tako domačini kot na drugi strani vsi, ki prihajajo na Bled. Zastoji bodo, to je dejstvo, zastoji so bili že brez tega in skratka čim bolj upoštevati prometno signalizacijo, le to je recept, da bo potekalo približno tekoče. Omenili pa ste tudi te manjše vasice kot Koritno, kako pa se boste tam dogovarjali glede na to, da so pa prav v okolici ti vaši občani? Dejstvo je, da tam je tako ozka cesta, predvsem če govorijo o Koritnem, pa tudi še marsikje druge, da enostavno srečavanja niso možna. In kako ukrepati naprej, se bomo dogovorili z našimi strokovnimi službami, ki so odgovorne za promet, zato kakšnih prezgodnih, bom rekel, ugibanj ne bi zdaj javno izpostavljal. S 4.3. naj bi se začela zapora. Kako bodo zapore potekale, kot ste omenili na sami novinarski konferenci, da se bo to zgodilo dvakrat? Ja, 4.3. začnemo gledano izlez na zgornjem delu rondoja. Cirka 14 dni pričakujemo, da bojo dela dejansko potekala, čeprav bo imel izvajalec dovoljenje do 24.3. V tem času bo uredil komunalno infrastrukturo, vse kar je, kako bi rekel, podvozišča, Mjaški in podobno in seveda voziščno konstrukcijo. Na to preko Velike noči pride dvosmerni promet, delno po novo zgrajeni cesti, en pas delno po stari. Po praznikih velikonočnih, se pravi 2. aprila, pa začne delati na spodnjem delu. Spet dovoljenje bo imel do 21. aprila, bo pa računamo, bo kakšen teden, par dni prej končal. Se pravi, vsekakor pred prvomajskimi prazniki in podoben obseg del, komunalna infrastruktura, voziščna konstrukcija, podporne konstrukcije. In kako bo to potekalo po noči? Po noči bo semaforski sistem, režim uveden, je pa res, da koncesionar rednega vzdrževanja mora vzdrževati vozni del ceste 24 ur na dan. Torej bo tudi kontrola tega režima, če bi se slučajno kaj zalomilo, ne vem, tudi pravilno delovanje semaforjev in podobno. Tako da bomo čim manj, bomo rekel, overali uporabnike. Ne moramo pa reči, da ne bo zastojev. In kakšne zamude pričakujete? Glede na to, da ljudje hodijo v službo, otroci v šolo, na vse strani? Poglejte, nekje 10 do 20 minut se pričakuje čakanja. Je pa res, da se bojo pač prebivalci mogli nekako prilagoditi razmeram, da pač ne bo, oziroma da bo tak čas čim krajši oziroma njihove zamude čim manj prizadele bo neko delovanje. No, vse zadnje pa govorimo o 2x14 dneh približno. Ne. Ste optimistični, da bo potekalo tako, kot ste si sedaj zastavili? Računamo, da bo potekalo tako, kot smo predvideli, kar pa pomeni zastoje tudi, kot sem že povedal, redarji v rondoju Avsenik, če ga tako imenujem, in pa na izvozu z avtoceste in pa rondoju za Severno Bosnico, bodo zato, ker se pričakuje toliko dolge zapore. Mi moramo vedeti, da ne smemo zablokirati Bleda v Bledu samem, se pravi v območju pri Toplicah, na drugi strani ne smemo blokirati avtoceste. Ne? In zato bojo ti redarji, ki bo ustrezno pač v dogovoru z glavnimi usmerjevalci na gradbišču urejali zadeve. Seveda so pa tukaj še vsi inženirji in vodstvo gradbišča, ki bo ustrezno prilagajalo ukrepe razmeram. Pri vas pa so se občani odločili in sklicali ste zbor občanov, na katerem ste spregovorili tudi o tem prometu, ki bo potekal z južno razbremenilno cesto. Ja, res je. Na zboru občanov so se pač ljudje želeli zvedeti, kakšen bo režim, ker je v takratnem času veljalo, da bo obvoz preko Kočne in vsi vemo, da je preko Kočne so ozka grla, slaba cesta, ki nam že sedaj v času sezone sploh, v času odprtja Vintgarja je neizmerna kolona oziroma so problemi z avtodomi, s tovornjaki, z vsem tem in jaz verjamem in tudi vem, da če bi to potekalo preko Kočne, da bi bil zastoj neminoven in bi mogli spremeniti to. Koliko avtomobilov gre dnevno tukaj po tej cesti?
okrog 30.000 je siguren. Ker morate vedeti, da kadar je kolona na Bledu ali kakorkoli, znajo že vsi tisti, ki prihajajo nekje s Pokljuke, vzamejo bližnjico in grejo preko gori, preko Kočne in grejo tam tja. Vsekakor pa zamude bodo za šolarje, za tiste, ki se vozijo v službo. To vsekakor. Jaz tudi verjamem, da bojo vsi lokalni prebivalci, naj si bo to z Bleda, gori, Bohinja, iskali tiste lokalne ceste in siguren bojo neprimerno bolj zasedene, kot so sedaj, in to bomo mogli vzeti v zakup in pač, če se bojo držali teh rokov, da bo le 2x po 14 dni, bo to siguren sprejemljivo.